Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz sem Črtomir Frelih, imam nekaj pedagoške izobrazbe, napravil sem en magisterij iz likovne pedagogike, sicer pa sem akademski grafik specialist, poučujem risanje in grafiko na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani. V prostem času pa se za svojo radost ukvarjam z najrazličnejšimi skupinami, njihovo percepcijo, razumevanjem in delom na področju likovne umetnosti. Tako so me sodelavci Aktiva povabili k delavnici, kako pravzaprav predstaviti zahtevne likovno-teoretske pojme slepim in slabovidnim. Namreč izkazalo se je, da v pogovoru, da so pravzaprav slepi in slabovidni bili v času svojega šolanja nekako odrinjeni od teh vsebin za, bi rekel, zelo nežno gesto, saj to pa ni za vas. Izkazalo se je, da je več razlogov, da se s tem ukvarjamo, pa si bomo ključno vprašanje raje zastavili na koncu kot na začetku in gremo pogledati delavnice, kot so si sledile. Prvo srečanje je bilo, kako predstaviti slepim in slabovidnim pojem likovnega polja, slikovnega polja in osnovnih zakonitosti likovne kompozicije. Iz predhodnega predavanja moje kolegice sem si najbolj zapomnil nevarnost pedagoškega paternalizma, ki velikokrat pravzaprav jemlje skupine s posebnimi potrebami tako, kot da so nečesa nezmožne. Jaz sem predvsem iskal to, česa vse so zmožne in skozi to vzpostavil tak dialog, ki ni prav običajen za to situacijo. Namreč slepim običajno pripravimo podloge, ki jih oni potem otipajo in se o tem pogovarjamo. Torej, to je neka vrsta njihovega pasivnega položaja. Jaz sem si pri teh nalogah zadal za cilj, da mi bodo slepi odgovarjali v avtentičnem likovnem jeziku, torej da jih poskusimo pripraviti do tega, da oni delujejo na likovni način, da likovno se izražajo, likovno ustvarjajo, preprosto rišejo. Kakšni bodo izhodi tega poskusa, mi ni bilo jasno, zato sem vedno iz previdnosti dajal tem našim srečanjem naslov ne, recimo spoznavne perspektive, ampak poskus spoznavanja perspektive. Ni bilo popolnoma jasno, ali bo šlo ali ne bo. No, v slikovnem polju je bilo pač treba, morda za tiste, ki ste likovno malo manj poučeni, povedati, da slikovno polje ni nevtralno polje, ampak ima notranje zakonitosti, notranje silnice in da niso vsi teritoriji in vse smeri enako močne. Otroci imajo prirojen občutek za statično kompozicijo, za dinamično kompozicijo jih je treba izobraziti. Slikarji upoštevajo, čutijo moč slikovnega polja in ga upoštevajo pri lastnem komponiranju. Slepim smo poskušali ponuditi te predloge, skozi katere bi pravzaprav na nek način začutili različne moči posameznega teritorija slikovnega polja, tako da smo osvojili osnovne pojme o tem, da je največja moč slikovnega polja točno na sredini, drugi po hierarhični lestvici so vogali oziroma koti, tretja so središča stranic, potem smo se pogovarjali o moči vzpenjajoče in padajoče diagonale. Vse je bilo pa podrejeno pravzaprav pripravi na njihov obisk slikarske razstave slikarja Bogdana Borčiča, ki je bila tisti čas v galeriji Cankarjevega doma. Bogdan Borčič, odličen ustvarjalec, je
pravzaprav eden od prav primernih predstavnikov tega načina likovnega izražanja, ob katerem se da dobro pojasniti moč likovnega polja. On zelo pozorno komponira in premika svoje likovne elemente po tem teritoriju in jih s tem napravi likovno močne in jim najde mesto, iz katerega jih brez škode ni več mogoče premakniti. No, to sem pravkar povedal, kar tu piše. Tu imam pa za primer samo eno slabo urejeno likovno kompozicijo. Dobrih je več vrst, pa vam bom na tej slabi povedal, kaj pravzaprav je na tej kompoziciji slabega. Na tej kompoziciji ni pravzaprav nobene odločitve, gre za več ali manj enakomerno razporeditev elementov po slikovnem polju, kot da ne bi to slikovno polje imelo nobenih lastnih zakonitosti. Gre za tako napako, ki jo običajno rečemo ekvidistanca, to se pravi enakost razdalje. Tehnično pa vidite, da so to pravzaprav lepenke, kartoni, v katere smo reliefno odtiskovali oblike. Prej sem se pozanimal z par predstavniki, če je relief zadosti očiten, zadosti jasen, zadosti močen, pa pozanimal sem se tudi, koliko elementov v relativno kratkem času na takem prostoru so sposobni zaznavati, tako da nismo pretiravali s količinami, da so bili ti likovni pojmi kar se da jasno razloženi. Naslednja stopnja je slepo risanje, ki ga uporabljamo pri videčih, zato da povežemo njihovi dve čutili, vid in tip. Jaz to uporabljam pri študentih različnih smeri zaradi tega, ker je to lahko preprosta likovna igrica za majhne otroke, za otroke v sredini osnovne šole je lahko to lep, praktičen pristop k ponazarjanju zahtevnega pojma abstrahiranje in pa seveda kasneje za študente tudi, v čem je problem kvalitetnega risanja. Pa si morda ogledamo te posamezne primerke. Ta risba je nastala tako, da je risar dobil v roko predmet in to v svojo, bi rekel, močnejšo roko, za desničarja je to desna, ne? Tega predmeta prej ni videl, ni si ga mogel ogledati, lahko ga je samo otipal in potem je še povrh še zamižal in s svinčnikom narisal tisto, kar je otipal. Zanimivo pri tej komunikacijski podhranjenosti je, informacijski podhranjenosti je, da nihče ni zgrešil v tem smislu, da bi na osnovi mehkega okroglega narisal nekaj ostrega ali oglatega. Torej, vsi so na nek način zadeli karakteristiko osnovnega izhodiščnega predmeta. Druga stopnja risbe je ta, da so, in seveda v tej prvi stopni pravzaprav vidimo tudi, kaj pomeni pojem abstrahiranja, odmišljanje vseh odvečnih podrobnosti in poskus ohranjanja in najdevanja bistvenega. Če to odrasli umetniki delajo s pomočjo intelekta, je za učence pravzaprav pripomoček nekoliko manjša občutljivost roke kot pa očesa, kajti z rokami le ne posredujemo, le ne dobimo toliko informacij o predmetu kot z vidom. V nadaljevanju je bila zanimiva vaja, ko smo si nataknili še gumijaste rokavice in se je videlo še manj. Zdaj, druga stopnja risbe je tako, da risarji niso pogledali predmeta, so ga preprosto preložili iz desne v levo roko. Potem so vzeli svinčnik, odprli oči in lahko gledali, kako njihova risba nastaja. Značilnost te risbe je, da spada največkrat v področje leporisja.
to se pravi lepega risanja. Ne zanima nas več toliko bistvo likovne vsebine predmeta, ki ga rišemo, kot pa ali risba zgleda zadosti lepo. Tretja stopna risanja je pa risanje, kot smo ga vajeni. Takrat risar prvič zagleda svoj predmet, ga da predse in ga nariše, kot ga pač zna. Pri tem risanju pri teh risbah, za katere bi sodili, da bi morale biti najboljše, se velikokrat, razen pri spretnih učenih risarjih, pokaže, da je takole risanje tudi problematično, da na nek način preveliko število podatkov predstavlja isti problem kot premajhno število podatkov. Namreč, ko imamo enkrat vse podatke na razpolago, se pojavi problem, kateri so pomembni, kateri so bistveni, katere lahko zanemarimo, katere moramo upoštevati. To slepo risanje je področje tako imenovane likovne igre, ki nima vedno za posledico likovnega izdelka, marveč osebno izkušnjo. To se mi zdi, da je en tak prispevek k sicer tradicionalni likovni pedagogiki, ki je na koncu vedno hotela imeti likovni izdelek in vrednotila učenčevo uspešnost prek tega izdelka. Sedaj imamo na razpolago še pravzaprav tisto, kar je osebno bolj nagovarjajoče, to je osebna izkušnja. Preko tega se seveda likovnost razširi iz preprostega, ne bom rekel preprostega, ampak iz samega likovnega izražanja v osebno izkušnjo, razumevanje in znanje. Isto metodo sem uporabil pri slepih, pri tem, da so oni imeli možnost, oziroma smo jim pripravili materijale, pri katerih so lahko tipali svojo risbo. To je risanje v glino, kjer lahko risar občuti to risbo, kaj riše, potem pa, da je stvar še bolj risarsko dostopna, smo jo zalili v mavec, v gips in dobili potem pozitivne risbe, ki jih pa slepi in slabovidni zelo dobro tipajo in jih dobro razumejo. Ustavimo se pri tej fotografiji, ki je posebnega značaja, namreč kolegica, ki je udeleženka, ki je dobila v roko ta predmet, je bila prepričana, da je dobila ribico. In smo rekli, tako smo hitro s prstom pokazali, bodimo tiho, ne se izdati, in smo pustili, da je risala tisto, kar misli, da je. Ko je pa potem začela otipavati odlitek te svoje risbe, je pa rekla, se to pa ni ribica, to je pa avion. Tu je fantastičen preskok v tem smislu, da je pravzaprav risba naenkrat ni postala več samo predmet za opazovanje, ampak je postala tudi orodje za gledanje. Namreč z poenostavljanjem, reduciranjem te oblike aviona je prišlo tu preprosto v trupu do črte in ni ribe, ki bi imela črto za svoj trup. Če bi imela zares ribo v roki, bi verjetno ta osrednji del bil narisan drugače. To je bil zame in zanjo zanimiva izkušnja. Tu imamo pa še risbe drugih avtorjev. Seveda je tu vedno problem, kadar je predmet tak, da ga risar prepozna. Takrat več ne vemo, a riše tisto, kar o predmetu ve, ali riše tisto, kar čuti. No, ta kljukica za obešanje perila je že en tak predmet, ki je relativno hitro prepoznaven. To ne bi bil en namig, kakšne vrste predmetov izbirati za tako risanje. Predmeti naj bojo taki, da grejo v dlan, naj ne bojo ostri, da bi se kdo lahko z njimi poškodoval, in naj bojo take vrste, da se jih ne bi dalo prepoznati na prvo žogo.
No, ta risba plastenke je zanimiva, ker kaže vrsto teh krožnih gibov, ki na nek način zelo oživljajo to togo statičen objekt. To vidimo en izvrsten, odločen zaris polža oziroma školjčne hišice, ki je naravnost navdušujoč v svoji oblikovni moči. Tako da, ko sem kolegom kazal te risbe in jim pripovedoval, da so to risbe slepih in slabovidnih, mi skoraj da niso hoteli verjeti. No, to je cela serija tega poskusa od risbe v glini do predmetov in pa potem njihovih preinterpretacij. Zelo pomembno se mi zdi na tem mestu poudariti, če je le možno, da vključiti slepe in slabovidne v likovno umetnost na ta način, da komunikacija poteka v avtentičnem likovnem jeziku, torej da se prelevijo v avtorje, ne samo v diskurzivne diskutante. No, opazovanje risbe je potekalo tako, potem so si med sabo udeleženci risbe in predmete tudi izmenjali in seveda komunikacija je bila bogata med njimi, tako da so se pogovarjali, kako si pa ti to narisal, kako je pa on to narisal. To je bilo zame pravzaprav lepo doživetje. No, potem pa, ko smo se dogovorili za naslednje srečanje, pa me je Katja Sudec naprosila, naj bi s slepimi obdelal področje in pojme linearne perspektive. Seveda, ker nisem previden, sem najprej obljubil, potem pa pomislil, kaj sem obljubil. Namreč koncept linearne perspektive je tako zahteven, da imajo z njim mnogokrat še študente prvega letnika na fakulteti in na akademiji resne težave oziroma porabimo 1,5 leta, da izbrusimo vse pojme okrog tega koncepta prostora. Seveda linearna perspektiva je strukturirana glede na zgradbo našega telesa, predvsem pa očesa. Renesansa je bila obdobje, ki je začutila potrebo, da se ta koncept uveljavi tudi likovno, čeprav so ga matematiki, posebno v arabskem svetu, poznavali že stoletja prej, pa ga pač iz različnih razlogov ni bilo potrebe, da bi ga uporabili. Zdaj, kako vstopiti v problem linearne perspektive? Jaz sem uporabil en takle trik. V prostor sem se približal s prižganim radijskim sprejemnikom, majhnim tranzistorjem, tako da so slepi lahko slišali moje prihajanje od daleč in nekako jačanje glasu bližje, ko jim je bil ta zvok radijskega aparata. No, potem sem pa napravil drugo vajo, stal sem na mestu in najprej cepetal potiho, potem vedno glasneje in vjačal zvok tranzistorja. Pa so rekli, ja, okrog nas hoče prinesti. In seveda, točno to je naloga slikarja. Slikar nas hoče okrog prinesti, da na 2 dimenzijah vidimo tretjo dimenzijo. Iluzionizem temelji na prevari naših čutil. In tako smo morali razmisliti, kako s temi prevarami oziroma prikazovanjem prevar nadaljevati. Seveda umetnost prostorskih prevar skozi zgodovino se spreminja in napreduje tako v kulturi kot pri razvoju otroka. Na tem mestu bi bilo treba poudariti, da ta renesančni pogled na prostor ni zadnji in vrhovni koncept prostora, ampak eden izmed mnogih. Iz strani znanosti in umetnosti stalno dobivamo nove predloge,
o konceptu prostora in te prostorske koncepte se stalno moramo učiti in se o njih informirati. Če nimamo koda za vstop v prostor, se težko znajdemo. Razen linearne perspektive smo poznali tudi druge prostorske ključe. Eden od najmočnejših prostorskih ključev je ključ delnega prekrivanja, ki smo ga uvedli kar tako, da sem udeležencem rekel, tako naj eno roko prekrijejo z drugo in naj mi povedo, če bi to probali narisati, katera od teh dveh rok bi se videla kot cela, katera pa samo delno. In seveda tu smo se hitro sporazumeli, ni bilo nobenih posebnih težav. In smo povedali še par pojmov linearne perspektive. Jaz bi vas prosil, Katja, ko bo čas, da me spomnite kar energično, da ne bom presegel. Okay. Pogoji linearne perspektive so pač takeli. Rabimo mirujoče oko, konstantno distanco. Distanca je razdalja med očesom in slikovno ploskvijo. Po nujnosti je to najkrajša razdalja, zato je tudi navpična. Torej rabimo navpično pravokotna na projekcijsko ravnino, torej rabimo tudi navpično projekcijsko ravnino in ta odnos med distanco in projekcijsko ravnino mora biti navpičen. Mora biti pravokoten, pardon, zdaj pa že malo preveč pojme mešam. Če eden od teh pogojev ni izpolnjen, potem linearna perspektiva ne deluje. Linearna perspektiva je bila zelo priljubljena zaradi tega, ker najbolje posnema naravno gledanje človeškega očesa, ima pa seveda tudi določene razlike. Namreč mirujoče oko v ednini, to se pravi eno oko je drugače kot pri človeku, ki ima dve očesi, z vsakim vidi prostor nekoliko drugače in iz teh podatkov so možgani sposobni zračunati distanco in ta paralaksa je pravzaprav pomembna za računanje razdalje. Slepi to nadomestijo z sluhom. Zelo spretni so za pozicije predmetov, ki oddajo zvok v prostoru in Denis Diderot piše 1740. leta eno zgodbo o slepem, ki se je z bratom sprl in v jezi mu je čez celo sobo v glavo vrgel en predmet točno v čelo, tako da se je brat sesedel. In so rekli, zdaj je pa dost, ne glede na to, da si slep, moraš biti kaznovan. Kaznovali te bomo tako, da boš en teden preživel v temnici. In se je nasmehnil in rekel, pa jaz sem v temnici že 18 let. Tako da te razlike med dojemanjem prostora videčih in slepih so. Diderot je pravzaprav bil bister in je to, kar zdaj pripovedujem, opisal z njegovim znamenitem pismu slepim s podnaslovom Za rabo tistim, ki vidijo. No, perspektiva ima tudi svoje projekcijske žarke, kot smo jih videli. To so projekcijski žarki, ti se dotaknejo predmeta v prostoru in nam nazaj sporočijo informacijo o tem predmetu. Kako simulirati te projekcijske žarke za slepe? Uporabil sem dve kovinski palici, ki sem jih tukaj spel in tu v tem spenjališču teh dveh palic naj bi bilo oko. To je to mesto, ne? No, tu smo imeli pa en predmet konstantne velikosti, en kos stiropora konstantne širine in s tem stiroporom sem jaz se približeval in oddaljeval in slepi so ugotavljali, da se s tem koti, s temi kraki nekaj spreminja. Če sem bližji, se kraki širijo, kar pomenijo, da predmet postaja večji, če se kraki ožijo, postaja predmet manjši in to pri pravzaprav enako velikem predmetu, ki si se ga prej lahko otipali.
in smo bili pri eni od velikih skrivnosti perspektive že tu. Potem drugi stop je bil ta. Dal sem jim te dve rjavi stvari in sem rekel, dal sem vam 2 kvadrata in čakal, kaj se bo zgodilo. In so kmalu začeli protestirati, ja, tole bi že bil kvadrat, to pa ni kvadrat. Ne? In potem sem rekel, da to pač tudi je kvadrat, samo kvadrat pod določenimi pogoji, torej kvadrat, ki je popačen po pravilih linearne perspektive. In da smo prišli še do enega ključnega pojma, ki razlikuje koncept vidnega sveta od tipnega sveta. Tipni svet nima popačitev. Vse, kar otipamo v absolutnih razsežnostih in pojem popačitve slepim ni blizu. Vse, s čimer se srečamo na način tipa, je, bi rekel, avtentično. Tu je po moje prelomna točka za razmišljanje o prostorskih konceptih. Jaz imam zelo rad predsokratike, posebej Parmenida, ne zaradi tega, ker je imel tako duhovite napačne odgovore, ampak zaradi tega, ker si je zastavljal tako bistra vprašanja. In eno od njegovih vprašanj je takole. Veslo potopimo v vodo. In oko nam pravi, da je to veslo zlomljeno. S tipom pa tega ne moremo potrditi. Njegov zaključek, ne zaupaj čutilom. Tako, da imamo tukaj še en drug pogled. Pico da Mirandola in krog okrog Lorenza Magnifica v Firencah se je ukvarjal z problemi vida, gledanja, duše in podobnih zadev. In en iz tega kroga je zanimivo analogijo napravil. Je rekel takole. Človek sestavljen predvsem iz materije, iz mase, ima zelo majhno okence, torej oko, skozi katerega prihaja duh vanj. Predstavljajte si, da to oko začne rasti, da človek izgublja svojo materialnost in pridobiva na svoji duhovnosti, da postane kar naenkrat eno veliko oko. Nimo več treba sestavljati pojma o prostoru po delčkih, ampak je sposoben zreti hkrati celoto. To je tisto, kar ljudem ni dano, je pa dano angelom. To je njegov tako imenovani angelski vid. In mi bi lahko rekli, da slepi na nek način so v tem območju angelov, kadar tipajo predmete, za katere ni nobene popačitve. Mi smo na te popačitve obsojeni, videči, in pravzaprav ne vemo, kako je res s tem svetom. Mi vemo samo, kako je za nas. S tako konstitucijo telesa, s tako konstitucijo očesa. Nisi težko predstavljati že tega, da recimo žuželke, ki imajo drugače sestavljeno oko, verjetno zaznavajo ta svet precej drugače kot mi. To je kar razborljivo spoznanje, da pravzaprav mi, ki vidu toliko zaupamo, nam redko kdaj pride na misel, da pravzaprav ne vemo, kako na tem svetu v resnici je, ampak vemo samo, kako je za nas. To so pa potem modeli, ki sem jih moral napraviti. Če se spomnite prej tega mehanizma linearne perspektive, so to ravno posnetki te linearne perspektive. Tu se nahaja oko, te žice so projekcijski žarki, ta ploščica prosojna je slikovna ravnina, tukaj imamo predmet, ki ga gledamo, tukaj je pa slika predmeta na slikovni ploskvi. To je bila osnovna ideja. Model naj bi bil tak, da se ga da
uporabiti za videče in za slepe, to se pravi tako velik, da ga slepi lahko obtipajo v enem, bi rekel, v formatu svojega pogleda rok. Ne. In takole izgledajo potem situacija 2 kvadratov, slika teh 2 kvadratov na slikovni ploskvi je taka in smo se pogovarjali, aha, sprednji je večji, tisti, ki je zadaj, ki je bolj oddaljen, je manjši. Potem smo tu imeli eno situacijo, kako bi izgledal na slikovni ravnini takle zamaknen lik in smo ga tu nalepili. S slikovnimi, z projekcijskimi žarki iz žice smo pa to preverili tako, da smo, če je risba prava, tako da smo na slikovno plosku zavrtali luknjice in poslali žarek skozi slikovno plosko in se je moral dotikati teh predmetov na oglišču. To so lahko slepi tudi sami preizkušali, vodili iz očesa skozi luknjice do robov predmeta te projekcijske žarke in potem na nek način ugotovili, zakaj je ta predmet take oblike v linearni perspektivi. Preden sem uspel povedati, da imam še kaj na zalogi, me je eden od slušateljev vprašal, kako bi pa izgledal krog. To se pravi, stvar je prijela in potem smo rekli, preden to pokažemo, sem rekel, maketo imam, ampak poskusimo zdaj konceptualno ugotoviti, kakšen bi bil krog. Analogno s tem, kako se je spreminjal kvadrat. Rekli so, da bi bil verjetno sploščen in da bi sploščenemu krogu lahko rekli elipsa. No, pa smo rekli elipsa že, ampak ta elipsa verjetno ni njen sprednji del enak kot zadnji, ker smo pri kvadratih bili spoznali, da je spredaj večje, zadaj manjše in so rekli, ja, elipsoid. No, in takole je naše ogledovanje potekalo. S tole kroglico smo vodili projekcijski žarek po krožnici in na slikovni ploskvi je ta projekcijski žarek orisoval elipsoido, ki so jo dalo tudi otipati. Ta poskus je bil zelo zanimiv in pravzaprav dejansko je prišlo do takih pravih prepoznanj situacije in mehanizma linearne perspektive. Tu je pa bila, če smo prej imeli opravka z liki, smo se lotili tukaj enega sestavljenega telesa, eno tisto črno mehko telo, ki se ga spomnite po tipanju, ne, je sestavljeno na ta način, da je njegova projekcijska slika takale. In zdaj eno od velikih vprašanj je bilo zame, ali bodo slepi ugotovili, zakaj se tega vogala na projekcijski sliki ne vidi. In so me takoj potolažili, vse moje strahove so pregnali, ker so rekli, ja, seveda, ker je spodaj, ker je nižji, ker gre projekcijski žarek pri tem oglišču čez in jasno, da ne moreš videti tega, kar je skrito zadaj. Izkušnja iz delnega prekrivanja prostora nam je prišla prav. Še par posnetkov, kako smo napeljevali te projekcijske žarke in tukaj je cel naš aparat, ki smo ga uporabili. No, seveda, to dosem je bila vseeno, kakor je že bila zanimiva, vseeno pasivna lega slepih in slabovidnih. Zanimalo me je, če bi lahko te izkušnje komprimirali, stisnili, zgostili do te mere, da bi bili sami sposobni narisati nekaj po pravilih linearne perspektive. Za te potrebe sem napravil takele majčkene modele kock, ki so jih potem slepi postavili na roko in smo rekli, zdaj vi lahko dobro določite, kaj je zgoraj, kaj je spodaj in smo nadaljevali, kaj je levo, kaj je desno, kaj je spredaj, kaj je zadaj. In smo še enkrat ponovili, da se ta situacija približno ujema s prostorskim križem človeka, ki tudi skozi prostorske ravnine deli prostor na spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno. Tako je izgledalo to opazovanje, tipanje.
kocke, potem pa ne metoda, ampak metoda. Vprašali smo, kako bi izgledala prva stran kocke. So rekli kvadrat. Kvadrat znamo narisati. Ja, znamo. Kako bi izgledala zadnja stran kocke? So rekli, bila bi usporedna s prvim kvadratom, vendar sem rekel, neke razlike bi pa bile. Prav, ja, verjetno, kar se prostorskih ključev tiče, je eden od prostorskih ključev ta, da tisto, kar je bolj zadaj, je bolj oddaljeno tudi od spodnjega roba. To se pravi, tak zadnji kvadrat je bolj oddaljen od roba, pa nekoliko manjši je. Pa vprašal sem, kako je z jakostjo črte, a je vseeno. Pravijo, ja, če je stvar daleč, smo se tudi pogovarjali o tem, je šibkejše. To pomeni, da bomo risali šibkejše. In ko so te dva kvadrata narisali, sem jih vprašal, kaj še manjka, so rekli, oglišča moramo še povezati. Pa sem vprašal, katera oglišča, in so me čudno pogledali, kako da ne vem, katera je ta analogna, sosedna. In so to povezali in dobili smo kocko. To je bil zame neke vrste dokaz, da je razumevanje teh principov tu. Za risanje smo uporabili aluminijasto folijo, prilepljeno na mehko peno za kaširanje, ena taka mehkejša pena, ki se nekoliko udaja pri risovanju. Risali smo pa s kemičnimi svinčniki, ki imajo zadost ostro in okroglo konico hkrati, da ne prederijo folije, pa da naredijo lepo reliefno risbo. Pogledamo si zdaj lahko par primerov. Večji kvadrat, manjši kvadrat in povezave oglišč. Eden se je odločil, da pač gleda na to z tega zornega kota, drugi tako. No, to je kak primer tudi, bi rekel, tega poizkušanja, ki ni uspelo takoj, ampak kdo od nas, ki vidimo, je pa prvič narisal pravilno kocko v linearni perspektivi. Zdaj, proti koncu bi vas opozoril samo v članku, ki ga v zvezi s tem pripravljam, bom seveda ravnal bolj akademsko, tu pa se mi zdelo, da je lepše, če razložim proces, pa vas vseeno opozorim na vire, če bi to koga še zanimalo. Torej, že omenjeni Denis Diderot, Pismo o slepih, potem pri nas je profesor z filozofske fakultete Marko Uršič, ki je raziskoval obdobje renesanse in spoznavanja v zvezi s tem. Marsilio Ficino, Prispodoba o očesu, ki smo jo obravnavali. Potem Albrecht Dürer, ki je napravil v eni knjigi navodila za merjenje takele mehanizme, kako se linearni perspektivi streže, in jaz sem podobne mehanizme uporabil potem tudi za razlago perspektive našim študentom. In pa ena izvrstna knjiga Davida Hockneya, Secret Knowledge, oziroma ponovno odkrivanje izgubljenih tehnik starih mojstrov. Namreč on je dokazal, da so v renesansi, posebno pa v baroku, slikarji zelo dobro poznali vrsto mehanskih pripomočkov, ki so jim pomagali, kot pravi Leonardo v svojem traktatu, veliko časa prihraniti. Hkrati pa Leonardo opozori, da mehanski pripomočki ne morejo narediti umetnika, lahko pa prihranijo veliko dragocenega časa. Zaključki. Leonardo pravi takole, če princip dobro razumemo, lahko zgradimo njegov mehanski model. To bi kakšen, ki se ukvarja z mišljenjem, rekel, aha, to je pa operativno mišljenje, to je pa nizka stopna mišljenja, daleč od abstrakcije, vendar jaz mislim, da če izgradimo mehanski model abstraktnega pojma, da je to visoka stopna abstraktnega mišljenja. Ker so modeli tako vidno kot tipno dostopni, lahko služijo kot most za komunikacijo med slepimi in videčimi, tudi kadar govorimo o likovno, bi rekel, zahtevnejših pojmih in vsebinah. Da so slepi potrdili razumevanje načel linearne perspektive celo z lastno risbo, je zame nepričakovan presežek načrtovanih
ciljev naših druženj. Vsem pomočnikom in udeležencem delavnice se za te razburljive izkušnje iskreno zahvaljujem in zaključimo morda s tole sliko, ki jo je narisala popolnoma slepa oseba. Hvala. Profesor Frelich, najlepša vam hvala za predavanje. Zdaj pa spet začenjamo z našo razpravo. Najprej bi vprašala naše predavatelje, če imajo kakšno vprašanje. Ja, jaz bi mogoče pozval, glede na to, da si govoril, da je bistvo do tega, kar ste počeli, omogočiti likovno izkušnjo. Se pravi, bistvo je omogočiti likovno izkušnjo, se pravi, ne samo neke veštine. Zanima me pravzaprav, kakšen je bil odziv udeležencev, kako so doživeli to izkušnjo, mogoče je to bolj vprašanje za koga od njih, ker verjamem, da je to tukaj v publiki. Ja, daj mikrofon na pravo mesto, ga že imate. Mi smo bili navdušeni. Jaz sem prav uživala v tej delavnici. Ko smo risali, in perspektiva, jaz sem kasneje oslepela in takrat, ko sem oslepela, mislim, ko mi je vid pešal, sem hotela staršem dokazati, da mi vid peša, ker jaz sem zaradi bolezni oslepela. In sem rekla, kaj, jaz ne vidim. Sem rekla, če se postavim tule, vidim kvadrata, mislim, če grem čist bliz, vidim, da je to kvadrat, no pa, ko se pa odmaknem, pa ne vidim. Ampak pa mi je Ata rekel, ja, to pa ni slab vid, to je pa slikarska perspektiva, Pa se mogla pa drugače pokazati, da res ne vidim, Super. Tako da, meni je zelo veliko pomagal. Tiste listke, ko ste jih na koncu videli, sem jaz narisala, ampak mi ni uspel tega narediti, da bi bili manjši listki, pa bolj rahlo odtisnjeni, Sem bolj. Jaz te nijanse sem dobro začutil. Najprej tisto, kar je nižje in spredaj, je bilo veliko, potem ste dobro uporabljali delno prikrivanje, potem, ko se je oddaljevalo od spodnjega roba, je bilo vedno manjše in tudi bolj rahlo. Dobro vidno ste to napravili. Ja, brez skrbi. Jaz vam morda zdaj na koncu še dolgujem tisto, kar sem obljubil, pa sem pozabil. Izvorno vprašanje, zakaj se s slepimi ukvarjati s perspektivo? Najdem dva razloga. Prvi je, imajo pravico vedeti, drugo je pa tisto, kar je Ficino tudi omenja v zvezi z duhovnim zrenjem. Taki poskusi zelo relativizirajo dojemanje pojmov, ki jih imamo videči za samoumevne. Tako da delo s slepimi je mene, kako bi rekel, odrešilo neke slepote druge vrste, morda te duhovne slepote, za katero se pač skrivamo ali pa premajhne zmožnosti empatije. Ja. Hvala. Morda tudi meni se je v vašem predavanju porodila eno v bistvu komentar in tudi vprašanje. Namreč meni je gospod Eben Bavčar, dr. Eben Bavčar, pred meseci eno vprašanje postavil, kako si jaz zamišljam, da bi slepi osebi predstavili pojem sence. In smo malo debatirali o tem, ampak tudi, ko sem gledala te vaše fotografije in modele, se mi zdi tudi... Ja, senca se konstruira na isti način kot oblika. Ko zamenjamo z virom svetlobe. Tako. Razmišljate tudi v tej smeri, ki je mislim... Ne še. Bi se pa seveda dalo narediti. Malo težje je materializacija sence, ker so predsokratiki pravilno ugotovili, da je to edina zares dvodimenzionalna stvar na svetu. Ja, prosim. Marko, ja.
publiko, sem pa tudi bil udeleženec predavanja in enako kot Jana, sem res tudi kasneje vstopil. Pa moram reči, da kot recimo likovni vzgoj, ki smo imeli recimo osnovni, osvojiš neke pojme. Pa potem, ko slepiš, vseeno malo drugače dojemaš, oziroma potrebuješ neko konkretizacijo, tudi tipno in prilagojeno, da lahko ene pojme še vedno osvežiš, ali pa jih dograjuješ. Jaz pa vidim to, pač me je tudi veliko pomenilo, ker sem lahko drugače, čisto konkretno dojel perspektivo, pa vse te ostale pojme, tudi horizont lani, ko smo ga obravnavali, pa iz vidika uporabnosti. Tega, da če hočem neko likovno delo, sodobno umetnost, če hočem neke opise, tudi nabor v opisu samih del, ki se pripravljajo, zvočni opis, tudi zvočni opis na ravni, recimo, videa. Več pojmov, kot jih razumeš, več jih lahko tudi uporabi tisti, ki pripravlja opise ali pa kakorkoli. Izvrstno, ja. Pa hkrati, ker se sam zanimam za to, da bi neke določene dela zbiral, kot zbiratelj ali pač, potrebujem neke pojme, da sploh razumem. Pa tudi skozi to strukturo razumeti, lahko razumeš dela, pa tudi kvaliteto. Ker tukaj ste pokazali eno mogoče slabo konstrukcijo, slabe postavitev elementov ali pa mogoče preveč logično. Tudi, če ne razumeš same konstrukcije, pa da je slika res sestavljena iz neke logike v ozadju, težko ločiš, kaj je kvalitetno, kaj pa ne. Pa samo da na koncu, pa mogoče vprašanje tudi za publiko, bi rekel, a niso morda tisti, ki vidijo ali pa ki pretežno skozi vizualno dojemaš kot obiskovalci muzeja ali pa galerije, nisi na nek način oropan v bistvu tega, da vedno z distance zreš, pa tudi s tem varljivo dojameš samo skozi eno dimenzijo pretežno neko delo. Ali je to likovno, ali je sodobna umetnost, ali karkoli. A ni mogoče tudi glede vzgojne pedagogike, galerijske pedagogike pomembno, da bi te pojme in tudi tipno bolj uvedli v sama dela, pa tudi v izobraževalne programe. Kakšno vrednost vidite, mogoče ostali vprašanje? Ja, res, jaz bi povedal, da recimo znotraj pedagogike imamo to povezavo, ki jo pa velikokrat je pa tudi zanemarjena. Ena anekdota lepo pravi, kaj je kip. Kip je nekaj, ob kar se spodtakneš, ko greš na razstavo slike gledati. In recimo, zdaj na veliko vhodih piše, ne dotikaj se eksponatov. Nekje so že razlogi za to, nekje pa ni pravih razlogov. Zdaj, kako to tipno kvaliteto privesti v likovno zavest, je pa tako, da tipno, taktilno je vedno v povezavi z intimnim, to je lastnost točke, likovnega inventa točke, Butina v tem piše, in približevanje, dotikanje je pravzaprav v naši kulturi postala skoraj tabu tema, saj se pravzaprav zelo vedno bolj skrbimo za to, da se svoj intimni prostor uspešno ugrajujemo in v ta socialni prostor posegamo samo takrat, kadar nam paše. Zato so tako priljubljeni ti mediji, ki nam omogočajo izločanje ljudi, nevključevanje, namreč otroci po koncu pouka na dvorišču šolskem rečejo, gremo hitro domov, da se srečamo na Facebooku. Jaz tega nisem nikoli dobro razumel, potem sem se spomnil, da pravzaprav, če ti nekdo teži v živo, analogno, ga ne moreš izključiti. Če ti pa teži prek Facebooka, pa ga kamot, in je zadeva kamot, pa jasno, da tudi do te mere brezosebna postaja. Moje ime je Irena Perko, jaz sem sicer arheologinja, delam pa v muzeju. In ko ste to razlagali, prav to vprašanje se me globoko dotaknilo in sicer ta ekvidistanca, ste krasno rekli. Namreč delo v muzejih
resnično zaradi akademskosti, zaradi zatekanja v znanost in tako dalje, pravzaprav stalno ohranja to distanco do predmeta, distanco do vsebine, distanco do, če hočete, do gledalca, obiskovalca, ne, in do sporočila pravzaprav je, tudi s tem spostavimo neko odtujenost in distanco do dediščine, ki bi jo morali v resnici skrbeti zanjo in jo ohranjati v izvirnem okolju. To je pač posledica znanosti, posledica te, jaz pravim temu, muzeološke paradigme. Ne? In ravno ta kopernikanski obrat, prej smo govorili, ki se zgodi v sodobnem muzeju, mislim, da se je, saj tako mislim, zgodil predvsem zaradi uporabe novih medijev, ki je spremenil muzej v idealen medij vsebin, dediščinskih vsebin. In kjer se pravi muzej pravzaprav spreminja v sredstvo dialoga, vzpostavljanje dialoga. Ja. Kajti ta neizmerno bogatstvo dediščine, ali pa če hočete muzejskega predmeta, ali pa likovnega dela, je v prenašanju vsebine, ki se nas dotakne na čustveni ravni. Tako kot dober učitelj pravzaprav vzpostavi dialog, vzpostavi kontakt, je empatičen ali pa sploh ni učitelj. Ne? In zato je dediščina tisto neizmerno bogatstvo, ker ima moč vsebinskih prenosov. Ne? In muzej mora skrbeti točno za to. In točno o tem tudi govorimo. Ne? Če muzealec ne pozna svojega posla, se pravi teoretično mora vedeti, čemu muzeji danes služijo. Zadnjih najmanj 30 let, ampak sigurno pa 10 let. Odkar se uporabljate medije odtujevanja, če se absolutno strinjam z vami. Ne? In seveda se mora potem tudi sam močno angažirati. To je pa težko, ne? Če se to zahteva. Namreč, ko se odpreš, seveda pa tudi zelo veliko dobiš in postaneš nekje enaka. Ne? In če smem še eno stvar reči, kar se mi je porodila, ne moramo vzpostaviti te dialoškosti z drugačno publiko, oprostite, da rabim ta izraz, rekla slabše videčimi, z gluhimi, ali pa če hočete z etničnimi skupinami, kulturnimi, če pravzaprav jih ne vzamemo kot sebi enake. Dialog. Zato zaposlujejo v tujini, pravilo takega inkluzivnega delovanja je v zaposlovanju, recimo staroselcev, recimo slabše videčih in tako naprej, ker nam omogočajo, da se zgubimo svoj, kakšno že duhovno svobodo. Hvala. Morda še kakšno vprašanje iz publike? Aha, imamo. Omenili ste pri tej likovni dejavnosti, ki ste jo izvajali za slepimi in slabovidnimi, da ni rezultat likovnih izdelek, ampak osebna izkušnja. Bi lahko v tem kontekstu mogoče malo bolj pojasnili ta pojem osebne izkušnje? Da. Osebna izkušnja je tisto, kar doživljamo na nek način tudi, ko delamo likovni izdelek. To se pravi, vsak otrok pri klasični likovni, tradicionalno vodeni likovni vzgoji tudi pride do neke osebne izkušnje. Ampak likovne igre so naravnane tako, da je ta osebna likovna izkušnja bolj izpostavljena in bolj osebna. Zaradi tega, ker pri klasično vodenem pouku se nikoli na koncu dobro ne ve, čigava izkušnja je to. A je to tista izkušnja, ki jo učitelj pričakuje in če hočemo dobiti dobro oceno, smo jo pripravljeni reproducirati, ali je to tista izkušnja, ki se jo na nek način skoraj neposredno ne da kontrolirati, se pa za razliko od površne izkušnje ponotranji. Ta pojem ponotranjanja je iz naše pedagogike skoraj malo izpuhtel kot nekaj staromodnega, vendar ponotraniti ne pomeni čist nič drugega, kot da nekaj postane del tebe, integralni del tebe. Recimo, nekdo, ki je opravil teoretični izpit za šoferja, ko je opravil pole,
je ponotranil prometna pravila. Ni jih ponotranil, on se je z njimi seznanil. Ponotranil jih je čez 2 leti, ko na nje več ne misli. Ne? To je morda ta razlika. Ne? Da dokaz za to, da si nekaj ponotranil, je, da to več ne misliš. Dobro, pismen je tisti, ki se sproti ne sprašuje, kaj je A, kaj je B, kako izgleda C. Ne? Ampak tisti, ki preprosto piše. Ne? Zdaj, jaz nisem rekel, da se da vse likovne vsebine prevesti iz likovnega delovanja samo v likovno izkušnjo. Zelo pomembna je ta prematerializacija, to prevod vidnega prek duhovnih procesov v novo formulirano likovno. So pa določene vsebine, ki so zelo primerne za prav to izkušenjsko učenje. Ne? Mi se včasih pravzaprav ne spomnimo vsebin, spomnimo se pa občutka. Spomnimo se, da smo se počutili dobro, da smo se počutili varno in da smo se čutili. To je dobro. Še kakšno vprašanje? No, potem bi pa jaz vam še Karvadlin besedi. Samo eno intermezzo, ker je moja splavlja s Dolenskega. Pa to glede na vse povedano. En termin, ki se uporablja, to so ranljive skupine. Mislim, zakaj je bilo prej povedano, o tej odprtosti pa distanci, a niso v bistvu vsi ranljivi. Če gledaš na muzej kot odprt prostor, nekaj prideš, pa se spiš nekomu doživeti vseh 5, oziroma še 6 čutilu, če na tej duhovni ravni, a niso potem takom vsi ranljivi. Se s tem to kategorizacijo kot ranljive skupine je neko čisto določen, kdo pa je ranljiv. Ni vsak ranljiv, pa da se pusti, pride iz muzeja ne ranjen, ampak obogaten z nekimi izkušnjami. Ni to, ta termin, a je primeren. Would you like to make an answer? I suppose so. No, aha, ne. Ja, tole, Marko, kar si povedal, jaz mislim, da ne rabi odgovora, včasih so odgovori tudi dobra vprašanja. Hvala lepa. Jaz se vam lepo zahvalim za pozornost in se vidimo še. Jaz bi rada še eno vprašanje postavila, z namenom, da povedam mogoče prvo predavanje pa drugo predavanje. Se te lažje predstavljali, zakaj smo program pričeli s tem dvema predavanjem. Usposabljanja, ki si jih pripravil za nas, za našo skupino, so bila predusposabljanja oziroma usposabljanja za pričetek našega snovanja pedagoškega programa ob določeni razstave. Na kak način si ti sprejel potem ta transfer najprej poučevanja, osvajanja samih likovnih pojmov pri ciljni skupini slepih in slabovidnih, ki mogoče osnov še niso poznali napram drugih? Mi smo pa pol prišli v galerijo Cankarjevega doma in znanje kompozicije prenesli na performativno dejanje. Gibali smo se in plesali po prostoru galerije Cankarjevega doma in na ta način spoznavali kompozicijo likovnih del Bogdana Gorčiča. Potem smo pripravili igro z mikado paličicami in kocko, kjer smo ponovno uporabljali tvoja podano znanja, ampak jih spet v neki igriv način prenesli. Na koncu pa smo spili rdečo barvo Bogdana Gorčiča. Kako je bilo vdjaviti? Ja, meni se je zdelo izvrstno, predvsem pa duhovito, ne? Ker se pravi, vsa ta prenašanja, sprehajanja iz enega konca mostu na drugega, ni treba, da so samo učinkovite, lepo je, če so tudi prijetne in duhovite. In jaz mislim, da to, kar vi počnete potem s tem znanjem, je nekaj izvrstnega, zame tudi v glavnem novega, še nevidenega, neizkušenega. Dokazuje pa še nekaj, ne, da če otroka
za govor usposobijo starši, je likovni jezik le pač tak jezik, čeprav na nek način univerzalen, da rabi pomoč strokovnjakov. In to, da upoštevamo, da so med nami ljudje, ki dojemajo prostorske vsebine na drugačne načine. Ja, Marko, se strinjam, nima smisla govoriti o ne vem, kakšnih bolezenskih stanjih ob tem. Nas morda samo opozarja, da bi bilo dobro, da tudi mi razvijemo več registrov sprejemljivosti, da se večkanalsko odpremo tej resničnosti. No. Tako da jaz mislim, da to ste uspešno realizirali in sicer nisem prava instanca, da bi vas strokovno ocenjeval, ampak tisto, kar sem videl, kar sem čutil ob tem, pa se mi zdi, da je naravnost izvrstno in če boste s tem nadaljevali, bo ne samo pedagogika slepih, ampak sploh pedagogika bogatejša.